Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, da vampir vedno vstopi samo na povabilo. Se spomnite mogoče kakšnega filma o Drakuli, o vampirju, ko je to neka oseba, ki je odvisna od pitja krvi, je krvoločna in potem napada razne ljudi. In seveda, če ste doma v hiši in pride do vas in potrka na okno in se ga ustrašite, pa ga vprašate, kaj hoče, pa reče, jaz sem en obiskovalec in bi rad prišel noter, a me spustiš noter? In seveda ti pogledaš ga in vidiš tiste njegove krvoločne zobe in rdeče oči in ti je lahko jasno, kaj je njegov namen, zakaj hoče priti v hišo. In on pove, da lahko stopi noter samo, če ga povabiš. Torej, dokler ne daš povabilo vampirju, da pride notri v hišo, kljub svoji moči in grozoti ne more stopiti v hišo in ti storiti kaj žalega. Enostavno tvoja beseda, tvoja odločitev je tista, ki se odloča, ali bo spustila neko škodljivo osebo v svojo bližino in s tem dovolila, da škoduje. In ta prispodoba z vampirjem je praktično zelo uporabna na različnih življenjskih področjih, kajti na nekem podzavestnem nivoju vedno dajemo drugim ljudem dovoljenje, da nas zlorabijo, da nas izkoristijo, da nam škodujejo. Lahko to čisto za neko neverbalno komunikacijo, z nekim izžarevanjem, z neko resonanco. To je torej ta primerjava v odnosu z ostalimi ljudmi, ko lahko stopimo v neko nasilno partnerstvo in potem dopustimo, da nas partner psihično in fizično napada, ker pač nismo dovolj samozavestni in očitno potrebujemo neko lekcijo, da bi se na osnovi trpljenja in bolečin navadili, da je možno tudi drugačno življenje brez trpljenja in škodovanja. No, je pa ta prispodoba vampirja uporabna tudi na bolj subtilnem primeru. In sicer, mi imamo neke vrste vampirja v samemu sebi, je neviden, neopazen in temu vampirju se reče oziroma umsko-zavestni sistem. Zakaj je ta oziroma umsko-zavestni sistem vampirski? Zato, ker je to parazitski, simbiotski sistem, ki se napaja z energijo iz našega fizičnega telesa. Je alternativna, paralelna resničnost, virtualna realnost, ki pa je energetske narave. In tako kot program v računalniku, računalniška virtualna resničnost potrebuje elektriko za to, da deluje, enako tudi naš oziroma umsko-zavestni sistem potrebuje energijo za svoj obstoj.
In tako kot program v računalniku potrebuje elektriko, ki se napaja, ki se generira v elektrarnah za trenjem, tako tudi ta umsko-zavestni sistem potrebuje energijo, ki se generira z konfliktom v našem fizičnem telesu. Ko dopustimo neko nerealno misel, ko nek delček stvarstva začnemo poviševati ali poniževati v odnosu do drugih delčkov stvarstva. Kajti resničnost je to, da je vse sestavljeno iz enakih atomov in vse je enako vredno. Mi smo pa tisti, ki lahko nasedemo nekim lažem, nekim prepričanjem in začnemo definirati nek delček stvarstva kot manj vreden ali več vreden, kot lep ali dober. In te polarne definicije so tiste nerealne in nam jih ponudi kot v obliki misli, v obliki glasov v naši glavi. Lepo nas povabi na miren način, da začnemo slediti tem mislim. In če ga mi ubogamo, če mu dopustimo, če mu damo to dovoljenje, s tem, da začnemo slediti takšnim mislim, potem je podobno, kot da smo dali dovoljenje vampirju, da stopi v našo hišo. S tem torej potem posrka življenjsko silo iz našega fizičnega telesa, da ustvari energijo konflikta, ki ji mi rečemo čustvo. Vendar čustvo ni celotna energija, ki se je proizvede z tem trenjem, z konfliktom. Je samo ostanek energije, ki se je v preteklosti kanaliziral za napajanje določenih dimenzij stvarstva z energijo, da je lahko duhovna hierarhija, ki je soustvarjala ta umsko-zavestni sistem, nas uporabljala kot neko vrsto biološke baterije. Podobno kot je to prikazano v filmu Matrica oziroma Matrix. Zavedajte se torej, da imate v sebi vampirja, ki se mu reče oziroma umsko-zavestni sistem, in da vas prosi, da ga spustite v svojo hišo s tem, da vam ponudi neko nerealno polarno misel, neko lažno prepričanje v obliki misli oziroma glasu v vaši glavi. Ne nasedete torej na njegove limanice, na njegovo vabo, ne začnite slediti tej misli in ne ločite se od te realnosti, temveč raje preusmerite svojo pozornost na dihanje, začnite zopet dihati, zavestno dihati in dihanje vas bo prizemljilo. Dihanje je kot česen ali čebula, ki odganja te vampirje in vam pomaga, da nehate slediti tem mislim. Zanimiva prispodoba, ki pa je zelo uporabna in realna, kajti če boste dopustili, da vam jemlje energijo, življenjsko silo iz fizičnega telesa, vam bo posrkal toliko energije, da bo načel imunski sistem fizičnega telesa, posledično se bodo razvile razne alergije, izpuščaji, okvare notranjih organov, torej bolezni, tumori, raki in na koncu boste umrli. Gre torej za izjemno nevarno zadevo, ki jo je potrebno resno jemati. Še več o tem, kako deluje zgodovino razvoja oziroma umsko-zavestnega sistema,
in natančno, kako funkcionirajo energije, kakšne so posledice energij na naše fizično telo, ter brezplačni spletni tečaj, ki vas te stvari nauči. Vse te informacije lahko najdete v opisu tega videoposnetka. Tako da si le poglejte, preberite in si pomagajte, da boste zmogli se obraniti vseh mogočih vampirjev, demonov, pijavk in zlobnih, škodljivih stvari, kar jih obstaja na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.